Torej, če sva čisto, lahko povzameva, da pravzaprav nikoli ni zares konec. Kljub temu, da recimo v tem svetu tukaj zdaj naše telo enkrat torej neha funkcionirati, srce se ustavi, ne? Smrt torej ni konec. To je tako, to je zanimivo in to je dejansko tudi fascinantno. Takrat mi šele nekje začnemo živeti. In zdaj spet beseda smrt, torej ljudje se bojimo tega. To je strah. To je strah in dejansko, če nas nečesa strah, ali pa če mi v nekaj dvomimo, torej če mi tudi za malo podvomimo, aha, jaz ko umrem ničesar več z mano ne bo, torej, ne vem, truplo bo zgnilo, moje energije ni. Torej, če ne verjameš, nimaš upanja, nimaš ničesar in bom rekel, strah ali dvom je enako. A ne? In tudi prej, ko ste dali vprašanje, ja, če si mi sami izbiramo določene stvari, bridke ali slabe, pomeni, da ima oseba lepo življenje ali manj lepo. Točno tako, ja. Ker, na primer, tukaj se pa lahko vrnemo že na karmični dolg, torej, oziroma lahko nadaljujemo tema karmični dolg. To pa pomeni, da sama duša že, rečemo, da ima drugo ali pa tretje utelešenje. Ne? Aha. In dam, rečemo zdaj, bom rekel, malo bolj neljubi scenarij. Prav? Duša pride na zemljo, se utelesi, se ok. Vendar predno se utelesi, točno za svojim vodnikom izbira scenarij, kateri bo izbral. Zakaj? Ker v določenem življenju moram srečati določeno osebo. Rodila se bom kot ženska, rodil se bom kot moški, bela barva kože, ne vem, veroizpoved ta in ta. Rodila se bom ali pa rodil se bom na tem in tem kontinentu. To je Severna Amerika, Južna Amerika, Srednja Amerika, Evropa, Avstralija, ni pomembno, ne. Tudi bom rekel arabske države in tako naprej, Rusija, Afrika, ne, pomeni svet je svet. Odločimo se tudi dejansko, ali bo to mesto ali bo to vas, oziroma katero državo ali bo to mesto ali bo to vas. To je vse vnaprej določeno. Seveda. Kaj pa smrt? Tudi. Ene so planirane, ene so pa neplanirane.